Danes smo zaradi vedno večje vključenosti v virtualni svet tudi bolj izpostavljeni zlorabam, prevaram in drugim oblikam zlonamernega delovanja. Če se ne znamo primerno zaščititi, sta ogrožena tako varstvo kot zaščita podatkov, naše premoženje, osebna integriteta, skratka zasebnost v vseh možnih oblikah. Gre za precej kompleksno zgodbo, ki jo je potrebno nasloviti sistematično, celovito. Iz naše statistike za leto 2014 ravno zaključujemo letno poročilo. Mi smo presegli mejo 2000 obravnavanih incidentov, kar je v bistvu zelo velika številka. Imamo določene skupine uporabnikov, ki so občutljive, ki so lahko ogrožene. En tak mit je, da to nasedajo starejši uporabniki spleta, kar pa ni res. Mi v bistvu ugotavljamo, da starejši uporabniki spleta so še najbolj nezaupljivi. Oni ne bojo kar tako začeli komunikacijo z nekim neznancem na Facebooku, ne bojo mogoče zaupali vsemu, kar najdejo na internetu. Ranljiva skupina so, bom rekla, ljudje, ki so v finančni stiski. To mi zaznavamo, da je ranljiva skupina. Zakaj? Ti ljudje iščejo pomoč v obliki nekih kreditov, iščejo neko priložnost za hiter, lahek zaslužek prek spleta, tu pridejo upoštev najrazličnejše ponudbe za delo od doma oziroma delo prek spleta, ki se pa zelo pogosto izkažejo za piramidne igre, piramidne sheme, kjer dejansko ti nakažeš denar, na koncu pa nimaš veliko od tega. Otroci, mladi, že recimo tisti, ki imajo starše, ki skrbijo za njih in lahko svetujejo, ali pa imajo prijatelje, se počutijo dobro v svoji koži, že nekako tudi obvladujejo tveganje na spletu. Te prav ranljive skupine, se pravi otroci iz neurejenih družinskih razmer, socialno ogroženih družin, recimo istospolno usmerjeni mladi so tudi zelo ranljiva skupina, ker na internetu iščejo informacije o tej svoji spolni usmerjenosti in so lahko potem lahka tarča, ali pa recimo mladi z nizko samopodobo, ki tudi iščejo neko pozornost na spletu in potem tvegajo z objavo recimo razgaljenih fotografij. Veliko lažje so tudi žrtev nekoga, ki jim bo pa recimo dal neko priznanje, všečko, sliko, komentiral, da so lepi, ne, in se zelo hitro odprejo in mislijo, da so pač recimo naša ljubezen in to je potem hitro lahko zlorabljeno, ne, če je pač na drugi strani napačna oseba. Glede na prijave, ki jih tudi sami ocenimo kot nezakonite, je največ govora usmerjenega proti drugim narodnostim. Je tudi dosti podjetnikov, manjših podjetij, obrtnikov, ki ne dobijo kredita in potem iščejo te ugodne ponudbe. Na koncu lahko rečemo tudi, da te lažne trgovine, lažne spletne trgovine tudi na nek način izkoriščajo, mogoče neko finančno stisko, postavijo lažno spletno trgovino, to je samo neka fasada z lepimi slikami. Oni gor postavijo slike, neverjetno ugodne cene, super pogoje, brezplačen transport na katerikoli konec sveta in potem ljudje nakažejo zelo visoke zneske, recimo 3 do 8 tisoč evrov tudi in seveda tega ne dobijo. Ko se pogovarjamo s starši na kakšnih dogodkih, nekako se nož pa še ne uporablja, je še premajhen ali pa se vse obvlada, ne, nekako mogoče preveč zaupanja imajo v otroka in njegove sposobnosti, ker pač seveda obvlada veliko bolj tehnologijo kot oni sami, ampak to pa še ne pomeni, da zna res odgovorno pa pametno presojati, recimo kaj paše na splet, s kom se pogovarjati, komu kaj zaupati. Kibernetska varnost je večplasten problem, ni samo osveščanje, je tudi boj proti kibernetskemu kriminalu, proti IT kriminalu. Se pravi, mi lahko varujemo tale svoj računalnik, kaj pa tle vmes, pa kako se pač stvari tle odpeljajo, pa kdo se tle vmes postavi, pa se pravi prevzame podatke, tle pa nimamo vpliva. Enostavno moramo nekako zaupati vsem, ki upravljajo omrežja, moramo zaupati svojemu operaterju. Enostavno je kup enih napadov oziroma kup enih, rekel, nevarnih točk, kjer vam lahko nekdo poda napačen IP naslov prek DNS-a, vam preusmeri promet. Ne nazadnje tudi, ali vemo, kako zelo varna je zadeva na drugi strani. Ko vi dobite nek SMS in piše, da je prišlo iz te pa te številke, od enega vašega prijatelja, pa je tam neko besedilo, to sploh ne pomeni, da je od tega vašega prijatelja prišlo, to samo pomeni, da ste pač dobili en SMS, ki ima neko identifikacijo. Servisi spletni, ki to omogočajo, računajo približno 1 cent za pošiljanje v Slovenijo.
Tako da dejansko to ponarejanje SMS sporočil oziroma identifikacijske številke SMS sporočil je v bistvu relativno enostavno. Recimo, da je polovica nek okužb z zlonamerno kodo, te okužbe imajo zelo različne posledice. Torej, tu ne govorimo samo o okuženem računalniku in mogoče izgubljenih datotekah, govorimo tudi o izsiljevalskih virusih, govorimo tudi o okužbah z bančnimi trojanci. 1/3 teh vseh incidentov pa so spletne goljufije. Ja, najbolj pogoste so ti lažni profili, ki recimo nekdo je nekomu ustvaril lažni profil. Ko govorimo o kraju identitete, mi v bistvu govorimo o zlorabi gesla. Zakaj? Ker nekdo v bistvu pridobi naše geslo za Facebook, Gmail, Hotmail, pač katerokoli spletno storitev in se potem predstavlja v našem imenu. V bistvu njih ne zanima vaša komunikacija oziroma kaj vi skrivate pri vaši elektronski korespondenci. Oni v bistvu ravno to, kot sem omenila, iščejo možnost za zaslužek, ali da pošiljajo neke lažne prošnje za pomoč, ali pa mogoče pošiljajo spam sporočila. Tu govorimo o nekih nevarnostih, ki imajo zelo malo opravka s tehnologijo, ampak so bolj povezane s psihologijo. Tu gre v bistvu za prevare, ki izključno ciljajo mogoče na nevedne, naivne, preveč zaupljive spletne uporabnike. Ne govorimo o nekih okužbah ali pa vdorih, ampak govorimo izključno o tem, da oni dobesedno prepričajo spletnega uporabnika. Mi smo tudi primere ljubezenske prevare, mi temu rečemo ljubezenska prevara, gre pa spet za neko obliko nigerijske prevare, kjer se nekdo dopisuje prek interneta tudi po leto. 6 mesecev na leto se dopisujejo, spoznajo se prek Facebooka, zelo različno, prek forumov in v bistvu oni počasi gradijo to zaupanje in pride najrazličnejši izgovori, zakaj oni rabijo denar. Recimo, dopisoval se z eno gospo in je potem rekel, da je njegov brat zbolel, da nujno rabi denar za operacijo. In potem oni njih prepričuje, da jim nakazujejo denar. In ljudje nakažejo tudi, porečemo, 10.000 evrov. Ne? Pri posnetkih spolnih zlorab otrok bi rad opozoril v bistvu na problematiko sextinga, pri katerem gre za izmenjavo golih fotografij prek mobilnih telefonov. To je zelo razširjeno med najstniki. Recimo, veliko je tega, da se določena razmerja podrejo in potem je to pride maščevanje, tako imenovan revenge porn, se pravi objava golih fotografij, ki so nastale v razmerju ali pa sta si jih pošiljala, oziroma izsiljevanje s tem. Ne. Če se ne vrneš k meni nazaj, bom objavila te fotografije. In te fotografije potem pogosto se razširijo po internetu, vidijo jih starši, vidijo jih učitelji, se pravi vsi, za katere si ta niti slučajno, ki je te fotografije naredil, niti slučajno ne predstavlja, da bi bilo to možno. Učitelji se na nas obračajo glede primerov tega vrstniškega nasilja, trpinčenja, ustrahovanja prek spleta, kako reševati to, ko se pač zadeva potem tudi na šoli pač začne eskalirane in so pač pokvarjeni odnosi v razredu in tako naprej. Zdaj, drug primer, na katerega bi opozoril na tem področju, je tako imenovani sextortion oziroma spolno izsiljevanje, pri katerem gre v bistvu za to, da storilec od žrtve preko zlorabe moči ali izsiljevanja skuša doseči določeno spolno dejanje pri žrtvi. Tu dejansko nas noben antivirusni program ne more zaščititi. Tu je res pomembna preventiva, pravočasno, da se ustavimo, da opozorimo ljudi, na kaj ne bojo pozorni, preden potem pride na koncu do nekega finančnega oškodovanja. Ukrepamo takrat, kadar že pride do nekega omrežnega incidenta, ko prejmemo neko prijavo, da se v bistvu nekaj dogaja. To je neka taka prva stopnja, torej ta prejem prijave, zaznavanje. V primeru žaljivega govora mora podati zasebno tožbo. Pri sovražnem govoru pa se preganja pač po uradni dolžnosti, po Kazenskem zakoniku. Druga faza je potem razreševanje tega incidenta. To konkretno pomeni kaj, da mi lahko pomagamo pri odpravi nekih posledic, analizi zlonamerne škodljive kode, torej nekih okužbah, vdorih, DOS napadih, spletnih goljufijah. Nek tak spektar našega delovanja je zelo širok. Če menimo, da bi res lahko šlo za nezakonito vsebino, v tem primeru to potem posredujemo na policijo. Pri posnetkih spolnih zlorab otrok velja podobno, posredujemo policiji v vsakem primeru, če ugotovimo nezakonitost. Potem nadaljnja obravnava je odvisna od tega, ali se vsebina nahaja na slovenskem strežniku ali na strežniku v tujini. Če gre za vsebino na slovenskem strežniku, potem v sodelovanju s policijo obvestimo ponudnika gostovanja teh vsebin in ga pozivamo k odstranitvi.
konkretno pri teh izsiljevalskih virusih, mi, če je le možno, pripravimo navodila za odstranitev, v primerih, kjer ni možno, v bistvu lahko samo svetujemo, kaj se še da rešiti. Pri vdorih potem pomagamo analizirati, zakaj je prišlo do vdora, katero varnostno ranljivost je napadalec izkoristil, kako lahko omejimo posledice, kako lahko tudi odpravimo posledice. Pri DOS napadih lahko pomagamo, phishing napadih, torej mi lahko pomagamo odstraniti phishing spletno stran, torej to je ta stran, ki v bistvu na nek način krade naše gesla. Enako pri lažnih spletnih trgovinah lahko pomagamo pri odstranitvi. Pri vsebinah, ki se nahajajo na tujih strežnikih, pa policija obvesti Interpol, mi pa obvestimo prijavno točko v državi, kjer se ta vsebina nahaja, in je potem njena dolžnost, da obvešča ponudnika gostiteljstva vsebin in da obenem obvesti tudi lokalne organe pregona. In potem pride še ta tretja faza oziroma korak, to pa pomeni, da na podlagi nekih prejetih informacij lahko izdamo tudi neko opozorilo za neko širšo javnost, upravitelje omrežij, torej da v bistvu s temi prejetimi prijavami pomagamo tudi drugim uporabnikom interneta. Pri sovražnem govoru s spletnimi portali tudi ni težav, da domnevno kazniv sovražni govor odstranjujejo verjetno brez izjeme vsi portali po našem vedenju. Tudi veliko manj ostre oblike komunikacije odstranjujejo, ampak tudi pri tem ne moramo govoriti o cenzuri, ker ne gre za ukrep zakonodajni, ampak ima medij kot tak pravico, da vzdržuje nek nivo komunikacije. Potrebno je vlagati v okviru formalnega izobraževanja in pa tudi kasneje pri digitalnem opismenjevanju odraslih. Do zdaj Slovenija teh razpršenih virov, s katerimi zagotavljamo nek določen relativno visok nivo kibernetske varnosti, ni imela sistemsko povezan. To se je bolj kot ne dogajalo preko našega ministrstva, našega direktorata in preko kolegov iz CERT-a na Arnesu. Z to novo strategijo, nacionalno strategijo kibernetske varnosti pa predvidevamo ustanovitev nacionalnega organa za kibernetsko varnost, ki bo prevzel to strateško koordinacijo in strateški nivo delovanja na tem področju. Primarna dejavnost je preventiva, to pomeni kaj? Pravočasno opozarjanje prek najrazličnejših komunikacijskih sredstev. V prihodnje bomo tudi v sodelovanju s kolegi z področja šolstva poskušali tudi v uradne kurikulume formalnega izobraževanja vključiti več teh tako imenovanih digitalnih vsebin, ki bi tudi te izvorno digitalne generacije, ki zdaj prihajajo v šolski sistem, dodatno usposobile za res varno uporabo interneta. Tudi učitelji so precej angažirani, se izboljšuje stanje, veliko izobraževanj za njih in se zanimajo za stvari, se prijavljajo tudi na naša izobraževanja, ki jih organiziramo. Tako da starši so te, ki mogoče še najbolj škripajo. Res kvalitetna digitalna pismenost je tista, je nujna za to, da bo končni uporabnik imel zaupanje v internet in da ga bo v ustrezni meri uporabljal. Kurative tlele zelo malo lahko mi sami storimo, ko že enkrat pride do zlorabe, ko nakažemo denar nekam goljufu v tujino, največkrat v Nigerijo. Zato je toliko bolj pomembna preventiva, da če že imamo dostop do nekih ciljnih skupin, da ves čas ponavljamo isto stvar, torej ne verjeti pravljicam, ne nasedati nekim neverjetnim ponudbam. Z zahtevnostjo protiukrepov raste tudi stopnja varnosti, ki si jo zagotovimo. Zato je priporočena uporaba antivirusnih programov, požarnega zidu, zahtevnih gesel, posodobitev brskalnikov, vtičnikov in operacijskega sistema. Previdnost in preudarnost ne bosta nikoli odveč.